Kaj je posledica tega, da ne vprašate? Aleksander tukaj. Današnje coaching vprašanje je namenjeno temu, da odgovorite na to preprosto vprašanje. Je kakšna stvar v življenju, ki si ne upate vprašati? Je kakšna stvar v življenju, ki je ne skomunicirate in zaradi tega, ker ne vprašate, ne dobite odgovora? Ker ne vprašate, ne dobite pomoči. Ker ne vprašate, stvari se ne razjasnijo. In potem se zgodi to, da se kopičijo. In ker se kopičijo, včasih pride do konfliktov, včasih pride do nerazumevanja, kar ne bi bilo potrebno. Naučite se vprašati, komunicirati, biti jasni in odprti v komunikaciji. Veliko prodajalcev danes misli, da če bodo skrivali ugovore oziroma če ne bodo jih jasno ali pa odkrito že nagovorili v začetku, da bodo stranke kar kupile. Jasnost, odprtost, iskrenost, komunikacije vam bo bistveno olajšalo življenje, se boste boljše počutili, zato če kaj ne veste, vprašajte. Če rabite pomoč, vprašajte. Če bi radi se nekaj novega naučili in ne veste točno kaj, kako konkretno, vprašajte. Največ, kar lahko dobite, je ne. Kaj je posledica tega, ker se ne upate vprašati oziroma ker sploh ne vprašate? Hvala, ker ste. Hvala, ker me spremljate. Hvala, ker boste sedaj všečkali in komentirali to coaching vprašanje. In jaz si želim, da se kmalu spet vidimo. Kdaj? Na naslednjem coaching vprašanju. Čim več pozitivnosti in čim več novih, dobrih, koristnih vprašanj vam želim. Hvala, ker ste res.